Dober večer, upam, da se slišimo. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam pridružili prek Zooma in tudi vsi, ki nas spremljate prek YouTuba. Tokrat gostimo Petra Žmaka, podpredsednika Nove Slovenije in predsednika strankinega gospodarskega kluba. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Dober dan oziroma dober večer tudi tebi in vsem, ki nas gledajo, poslušajo. No, čez točno en teden bova ob tem času sedela na programski konferenci Nove Slovenije, na kateri bodo v ospredju rešitve Nove Slovenije za, rekli smo, razumne davke. Verjamemo namreč, da se tu začne pot do razvoja države in višjega standarda za vse državljane. Verjamemo, da je srčika ustvarjalnosti in motor države gospodarstvo, zato so prve rešitve, ki jih pripravljamo pred volitvami, usmerjene prav v gospodarstvo. A to še zdaleč ni vse, kar pripravljamo, in vsaj delček tega bi želeli predstaviti na teh naših pogovornih večerih prek Zooma, ki bodo vsak mesec do volitev in bodo po novem odprti za javnost s prenosom na YouTube kanalu Nove Slovenije. No, v prvem delu bova s Petrom šla skozi ključne rešitve Nove Slovenije in proces priprave posodobljenega gospodarskega programa. Potem pa bo možnost za vaše vprašanja, ki jih bomo tokrat sprejemali samo v pisni obliki. Postavite jih lahko v klepetalnik na Zoomu ali pa v komentar na YouTubu. No, midva se bova tikala, ker sva sodelavca, ne? Drži. No, in zato sem vas tudi v gospodarskem klubu, kjer ste pripravljali ta program, tudi dokaj od blizu spremljala. In bom začela malo s provokativnim vprašanjem, kaj lahko politična stranka s tako izpopolnjenim gospodarskim programom sploh še popravlja? Ja, to bom odgovoril, ne. Podjetniško gospodarsko okolje je dinamično okolje in se spreminja. Zato je treba prilagajati glede na spremembe tudi nekatere rešitve v programih. In če tukaj govoriva sedaj o davčnih programih, davčnem okvirju, je ta davčni okvir trenutno tak, da ga je treba popraviti. In ko povprečen človek posluša o davkih, opazuje neke tabelice, izračune, se sprašuje, jaz tega ne razumem, kaj ima to sploh z mano, kaj ima torej to z mano in z vsemi, pravzaprav s tabo, z vsemi, ki naj jo poslušajo danes. Ja, pravzaprav ima z vsemi državljani Republike Slovenije to veze, ne, ker davčna politika nam določa to, kakšne prihodke dobimo na svoj račun. In tudi glede tega smo razmišljali in naš predlog bo tak, bo šel v to smer, da bi se, če bomo seveda dobili to možnost, da bi naredili neke vrste davčni kalkulator, ki bi vsem državljanom, tako fizičnim osebam kot pravnim osebam, pomagal pri razumevanju tega, kaj pravzaprav, katere prispevke, katere davke plačajo in koliko od svoje plače, in pa tudi pri pravnih osebah bi tak kalkulator lahko hitro pokazal, katera oblika organizacije je za njih najbolj pomembna. Tako da, ja, davčna politika je sestavni del vsake države. Od tega se država napaja, ker ko slišimo, ne, država je namenila toliko za nekaj, pa država je zagotovila sredstva. Država sama po sebi ne zagotavlja nič sredstev, ne generira sredstev, vsaj Slovenija ne. Kajti nimamo naravnih bogastev, če pogledava naftnih nahajališč, nismo še odkrili, in jih verjetno nimamo, kakšnih rudnin, tudi verjetno ne, vsaj do zdaj jih nismo, govorimo te plemenite kovine, ne, kovine in ostale vrednosti. Tako da edino, kar nam ostane, je gospodarstvo, kajti gospodarstvo posredno ali pa neposredno polni državno blagajno, iz katere se potem financirajo vsi javni servisi. Tako da to je primarno pomembno za delovanje države, je, da imamo močno gospodarstvo, ker brez tega država ne more obstajati, vsaj Slovenija ne. Seveda boste rekli, ja, lahko se zadolžimo, ne, na finančnih trgih, ampak tiste dolg je treba tudi nekoč vrniti in vrne se spet iz istega vira, ne. Mogoče kdo razmišlja, ja, sej, jaz pa tudi plačam dohodnino, ne, iz svojega lastnega žepa, ampak je takoj spet, od kje pa prihodke dobimo, ne, moramo biti nekje zaposleni.
tam, kamor si zaposlen, moraš delati dodano vrednost, če hočeš imeti plačo, če ne delamo dodane vrednosti, se podjetja zaprejo in tako naprej. To je pač en kompleksen sistem. In dejstvo pa ostaja, ne, da Slovenija, kar ima res pridne ljudi, ima podjetne ljudi in ti predstavljajo kot taki v tem sistemu edini vir prihodkov za državo. Se pravi, mi bi radi spet povzdignili delo kot vrednota, se pravi, da se bo splačalo delati in to je zagotovo eden izmed korakov do tja. In gospodarski program, kot sva oba omenila, je nek temelj, neka osnova, ni pa to nikakor edina zadeva oziroma edini program, edine rešitve, s katerimi bo Nova Slovenija nastopala na parlamentarnih volitvah. Seveda, da ne. Nova Slovenija je tako dobro organizirana, da ima dovolj ljudi, kompetentnih, ki lahko pripravljajo različne tematike, različne programe. Tukaj pač se pogovarjava o gospodarskem programu, prav tako imamo še vedno aktualen program za zdravstvo, ki je bil narejen, ki se sedaj še dopolnjuje, ne. Potem je tukaj trg dela, spet ureja po svoje neke stvari oziroma je spet ločen od tega, in ostale stvari, ki pridejo zraven. Tako da veliko imamo tega oziroma tematike pokrite, tako da seveda gospodarstvo ni edina stvar. Kaj pa pomeni pripravljati nek tak program, koliko ljudi in časa to potegne za sabo, na kaj vse je treba misliti? Morava povedati, da ste vi zdaj v okviru gospodarskega kluba, ki je ta proces vodil, sedeli več mesecev. Ja, moram reči, da nisem niti še izračunal, koliko časa je to vse skupaj trajalo, ampak ja, imamo to srečo, tako kot sem dejal, vsaj lahko govorim tudi za ta gospodarski program, da smo uspeli zbrati kompetentne ljudi, da so imeli voljo in dobro energijo in da se je res našlo take rešitve, ki so jih potrdili tudi priznani ekonomisti. Tako da vse, kar smo tukaj zapisali in sprejeli, ima neko osnovo, svojo ozadje in ne stoji na trhlih nogah, ampak dejansko drži vodo. No, od predstavitve tega okvira teh rešitev se NSi srečuje s predstavniki obrti in podjetništva. Kaj slišite na teh sestankih? Kaj pričakujejo od politike in politikov? Lejte, na teh sestankih poslušamo vedno enako, da ima Nova Slovenija seveda odličen gospodarski program, da se z vsem strinjajo in da nas podpirajo. Tako da tukaj praktično govorimo enak jezik. Tistemu gospodarskemu združenju, ko pridemo, je zgodba približno enaka. Tako da ja, dobivamo potrditve, da je ta smer, ki jo zagovarjamo, prava za Slovenijo, da bi lahko dobili res neko konkurenčno, spodbudno poslovno okolje, ki bi lahko potem generiralo dodane vrednosti. V čem pa se pristop Nove Slovenije razlikuje od pristopa, ki ga ubira trenutna vlada Roberta Goloba? Kaj bi izpostavil kot ključno razliko? Ker morava omeniti, da je bil to tudi povod za to, da se je tako pohitelo s pripravo in s posodabljanjem najprej gospodarskega programa. Ja, lejte, tle je pa stvar taka, če najbolj poenostavljeno povem, ne, gre za trg dveh konceptov. En koncept pravi, da je država tista, ki bo poskrbela za vse, ki bo rešila vse probleme, da zbere čim več sredstev za to, da potem rešuje. Drug koncept pa pravi, treba je subsidiarno reševati probleme na tistih nivojih, kjer nastanejo in dati več vpliva posameznikom in več vpliva podjetjem. Jaz predlagam, da greva zdaj kar čez ključne rešitve. Bi začela mogoče pri tej, ki je zelo, zelo pomembna za vse državljane, če sem prej omenjala rešitve, da so rešitve namenjene čisto vsem, da bodo torej vsi, ki delajo, od svojega dela imeli več. To so spremembe dohodninske lestvice in postopno zviševanje splošne olajšave. Ja, zdaj dohodnina, ne, tisti, ki so redno zaposleni, vejo, o čemu govorimo, je tisti davek, ki ga plačamo na naše prihodke iz naslova dela.
in nam direktno determinira naš neto znesek, ki ga dobimo na račun. Zdaj, mi zagovarjamo, da se delo mora splačati. Tako da naše rešitve gredo v smer, da se spremeni ta dohodninska lestvica na način, da se razbremeni delo. Kajti opažamo, ne, da je, pa naj začnem še malce drugače. Ne. Slovenija v ustavi piše, ne, tamle vidim malo ustavo, v ustavi piše, da je Slovenija pravna in socialna država. In to mi v popolnosti se strinjamo in tudi v ta namen delujemo naprej v tej smeri. Vendar oziroma posamezniki morajo pa tudi razumeti, da so določene dolžnosti in odgovornosti, ki jih morajo sprejeti nase. In zdaj imamo mi v Sloveniji eno situacijo, ko gospodarstvo obremenjujemo z vedno novimi davki, vedno novimi prispevki, na drugi strani pa povečujemo socialne transferje, socialne prispevke. In tukaj obstajajo razni izračuni, simulacije, ki jih nismo mi delali, ampak jih so dosegljivi javno, da se pravzaprav trenutno delo manj splača, kakor bi se moralo splačati. Namreč posamezniki ali pa družine, ki so na neki socialni pomoči, je zelo majhna razlika v prihodkih med temi, ki dobivajo socialno pomoč, pa tistimi, ki delajo neka nižje rangirana delovna mesta, dela, ki so tudi slabše plačana. In res se zdi potem človeku neumno, da dela in se trudi cel mesec, potem pa je te razlike v primerjavi s tistimi, ki dobivajo socialne podpore, da so te razlike majhne. In vemo tudi, ne, iz izkušenj, da tisti, ki ni zaposlen, lahko tudi kako drugače kaj še dela zraven in na koncu ima več od tistega, ki se trudi. Tako da to mi absolutno moramo spremeniti. In začeli bi spreminjati tako, da spremenimo dohodninsko lestvico. In namreč trenutno imamo splošno olajšavo, davčno olajšavo postavljeno na 5260 evrov. Ta zgodba se vrti že dolgo časa v medijih, kako je trenutna vlada spremenila davčno reformo oziroma to davčno politiko dohodninskih lestvic, ki jo je sprejela prejšnja vlada in jo seveda zmanjšala. No, mi predlagamo, da se ta olajšava poveča na 8000 evrov. Zdaj, ta 8000 evrov ni izmišljena številka, zato ker je nekomu tako padlo na pamet, ampak je izračunana iz minimalnega zneska preživetja v Sloveniji. Ta pa znaša 670 evrov. To ne smemo mešati z pragom revščine, ker to sta dve različni metodologiji. In če 670 evrov pomnožimo z 12, dobimo približno 8000 evrov, pa nekaj še evrov čez, ampak zaokroženo na 8000 evrov. To bi morala biti, trenutno bi to morala biti tista meja, splošna davčna olajšava. Se pravi, po domače povedano, nekdo s takim prihodkom na koncu leta ne bi plačal dohodnine. To se odbiva od skupnih prihodkov kot olajšavo, ne? Potem se pa od ostanka izračuna sam davek. Ne? In recimo celo, ko imamo mi lestvico, do 10 000 evrov prihodkov je nič. Potem si pa sledi do 100 000 evrov 37%, kar je manj, kot je zdaj, ne? Nad 100 000 evrov pa potem naraste na 43, se pravi več kot 43 ni umestne stopnje, so pa potem umestne stopnje. Ampak to tistega, ki zanima, ti dokumenti bodo na voljo tudi tako javno in si bo lahko te zadeve pregledal in si ustvaril mnenje. Ne? Ampak sporočilo je, da se sprememba dohodninske lestvice dela v smeri, da bomo imeli vsi višje neto plače. In da se razbremeni tudi srednji razred. Absolutno, najbolj srednji razred. Ki je zdaj precej na udaru pod to vlado. Ne? Tako. Si še želel dodati? Mogoče še to sicer, ne vem, mogoče se bova mladih dotaknili. To bi bilo moje naslednje vprašanje, da so posebne olajšave predvidene tudi za mlade in njihove zaposlovalce. Ne? Tako. Pri mladih, kaj opažamo, ne? Da je ta trg dela, ne, za mlade je zelo neprijazen trenutno, kajti tisti, ki bi radi še mogoče kot študentje
preizkusili se v podjetništvu, te možnosti nimajo, ker potem izgubijo vse statuse, izgubijo študentski status, vse ugodnosti, ki jih imajo kot študentje. Na drugi strani pa tisti, ki so končali študij, pa bi se želeli zaposliti, se pa velikokrat srečajo s to težavo, da enostavno ne dobijo dela, ker delodajalci zahtevajo določene izkušnje. Zdaj, če govorim iz stališča delodajalca, je dejansko res, ko imaš neko stisko po novem kadru, veliko lažje je zaposliti nekoga z izkušnjami, ki lahko takoj začne delati tisto delo in ga takoj lahko vključiš na plačano delo. Pri mladih, ki pridejo brez izkušenj, pa so mogoče zelo motivirani in bi ti v enem določenem času tudi več lahko prispevali k temu podjetju kot nekdo, ki si ga zaposlil z izkušnjami, je treba pa na začetku vložiti določeno energijo pa čas njega. In ta čas seveda v tem zapletenem poslovnem svetu, ko je vse tudi izračunano na minutke pa natančno, pa na evre, potem se čas je denar, je potem treba zagotoviti mentorja, je to en dolgotrajen proces, ki traja nekaj časa, ki mu pa tudi na koncu ne veš, a bo uspel ali ne. Konec koncev vsak ima svobodno voljo, velikokrat se zgodi, da nekoga uvedeš, je pri tebi še par mesecev in potem najde boljšo službo in gre naprej. Tudi zaradi takega nekonkurenčnega okolja, kakršnega imamo pri nas, mladih, pa tudi meje ne ustavijo. Tako da ravno zaradi tega smo mi šli v to, da se to spremeni, in da postavimo že to, da so finančne spodbude za zaposlovanje mladih, da se dvigne starost iz 29 do 32 let. Se pravi, zdaj imamo finančne spodbude za tiste, ki so stari do 29 let, mi predlagamo, da bi to bilo 32 let. Potem Slovenija, če hoče delati na temu, da bomo imeli podjetja z višjo dodano vrednostjo, je treba tudi zaposlovati in generirati take kadre, ki lahko to dosežejo. Seveda, tlele jaz ne delam razlike v izobraževanju. Lahko nekdo, ki ima srednjo šolo, naredi večjo dodano vrednost nekomu kot tisti, ki ima doktorat. Ampak tehnološko zahtevnejša dela so pa ponavadi povezana tudi z višjo izobrazbo. In po zgledu nekaterih držav, razvitih, kot so Nemčija in podobni, imajo dva stebra spodbud. Ene za tiste, ki končajo srednjo šolo ali pa neko mojstrsko šolo, tam v Nemčiji imajo recimo tudi te vajenske smeri. Drugo pa za tiste, ki so končali najmanj drugo bolonjsko stopnjo. In to drugo bolonjsko stopnjo se ponavadi več časa vlečejo te finančne spodbude, zato ker je tudi zahtevnejše delo in rabi več časa, da nekako v svoji karieri pride na tisti nivo, ki mu potem omogoča neko normalno delo. Tako da tukaj bi mi takoj bili za to, da se te spodbude povišajo na 3 leta, če ne na 60 mesecev. Pravi trenutek, mi smo dobila eno vprašanje prek Zooma, da bi NSi morala jasno oblikovati proaktivno davčno reformo in to kar konkretne rešitve na vseh segmentih davkov. V zvezi z davčno politiko pa bi bilo treba tudi podati smernice za celovito davčno reformo proračunskih izdatkov. Potrebno bo glasno povedati, kako reformirati socialne podpore in financiranje nepotrebnih proračunskih porabnikov. Saj nekaj sva že zajela, ampak omenijo si te socialne podpore. Mogoče lahko zdaj načneva to vprašanje. Lahko. Tisti, oziroma vsi, ki si boste pogledali ta program, ko bo objavljen, boste videli, da naslednji teden, če točno en teden, boste videli, da dejansko je zajeta kompletna davčna politika. Bom rekel, za večino davkov, oziroma vsaj tisti del, ki je najbolj na udaru v državi. Zdaj sva govorila o dohodnini, mogoče bova še kaj rekla potem o drugih, recimo kot davčni pavšal, v davčnem pavšalu, tudi o davku od dohodka pravnih oseb. Tako da, ja, tukaj smo zajeli celovito
po našem mnenju. Je pa res, ne, da taki predlogi nimajo teže, če ne povemo, kje bomo pa potem to nadomestili. Ne? Ker slišimo, ne, da trenutno tako, kakor je, ne, kolikor davka pač poberemo, če bi ta davek znižali, bi imeli težave. Vendar, dajmo se drugače vprašati. Ne. Tlele sem si prav izpisal kazalce. Ne. Izdatki države v letu 2022 so bili 14,6 milijarde. V letu 2025 smo prišli na 17,1 milijardo. To so samo izdatki v proračunu kot mišljeni, ne, načrtovani. Medtem ko se je skupna poraba, to pa nima veze s proračunom, ampak skupna poraba države je šla pa iz leta 2022, ko je bila 27,1 milijarde, je šla na 31,3 milijarde. Ne, za 4,2 milijardi smo mi povečali v praktično 3 letih. Ne, pardon, to je bilo pa za leto, v enem letu. Ne, smo šli gor. Pomeni, ne, zdaj, da se lahko vprašamo, 4 milijarde imamo višje izdatke, kaj smo mi kot prebivalci, državljani te lepe dežele, kaj imamo boljšega? Imamo boljše zdravstvo? Ne vem, ne bi si upal trditi. A imamo boljše šolstvo? Tudi vprašanje. Imamo plače boljše? Nimamo, imamo infrastrukturo boljšo? In tako naprej. Ne? Tako da tukaj te 4 milijarde ne vemo točno, kje so, kam so šle. Ne? Mogoče obstaja, jaz dopuščam možnost, obstaja mogoče razlaga, ampak kot državljan ne občutim, pa verjamem, da še kdo z mano tudi deli tako mnenje. Zato je naš recept oziroma naši izračuni, ki so simulirali vse skupaj, ne, kažejo, da bi se z nekim bolj gospodarnim upravljanjem države dalo te spremembe, ki jih mi predlagamo, realno izpeljati v 2 letih. In tukaj seveda pridemo do tega, da je treba nadzirati izdatke, da je treba pogledati, kdo je dejansko upravičen do socialne pomoči, kdo pa to izkorišča. Treba je zamejiti koruptivne poteze, če so. Treba je, in kot vidimo, ne, iz medijev, če pogledamo, saj obstajajo ti primeri nazadnje pri eni manjši stvari, kot je, ne vem, posli v Gorici, EPK, ne, so pokazali, kako stvari lahko potekajo. Ne. In tako da tukaj je treba signalist čistega vina, ne, in z nekim boljšim upravljanjem to državo spraviti na nižje izdatke. Konec koncev tudi 20 ministrstv verjetno je preveč. Pokazali smo že v tej naši Sloveniji, da se da z manj ministrstvi delati. Tako da to so vse faktorji, ki lahko porabo znižajo. Na drugi strani pa potem s tem manjšo davčno obremenitvijo spodbudimo poslovno okolje, da bo začelo delati bolje in da bo lahko več prispevalo v absolutni številki v državno blagajno kot sedaj, ko se podjetja znajdejo v težavah in od tistih predvidenih, načrtovanih prihodkov v državno blagajno potem zmanjka to. Ne. In primer imamo letos, če sem pravilno gledal in zapomnil si, ne, imamo kar 15% manj pobranega davka iz dohodka pravnih oseb, kot je bilo načrtovano. Ne. No, tudi tukaj je predvidena sprememba v naših rešitvah, je tako? Drži. DDPO, imenovan, tako mi kratico uporabljamo DDPO, to je dohodek, davek od dohodka pravnih oseb. Se pravi, to je tisti davek, ki ga podjetja plačajo ob dobičku. Pa da bomo to v en kontekst postavili, ne. Davčni sistem v državi daleč največji delež predstavlja DDV, davek na dodano vrednost. Se pravi, vse, kar kupimo, blago, storitev, kjerkoli, kaj kupimo mi ali fizična ali pravna oseba, se steče v blagajno potem. Ne. Potem drugi največji delež predstavlja dohodnina, potem imamo pa davek iz dohodka pravnih oseb, pa ostale davke, ki so recimo minorni. In trenutno imamo mi 22%
postavljeno mejo za vse pravne subjekte. Mi bi tukaj po vzoru tudi spet gospodarsko razvitih držav uvedli progresivno lestvico. Pomeni, da ne bi vsa podjetja bila obdavčena z isto stopnjo, ampak bi bila manjša podjetja, ki ustvarjajo manj prihodkov, obdavčena z nižjo stopnjo. Recimo, ta klasifikacija izhaja kar iz splošne klasifikacije podjetij, ko imamo mikro, mala in naprej podjetja, ostala. In imamo tako, do 500.000 evrov, se pravi do $500,000 bi bila stopna 10%, potem bi se pa zviševala postopoma do 14%. Potem pa za res nad 250 milijonov smo pa predvideli spet znižanje na 12%. To pa zato, ker se nam zdi oportuno in pametno, da v Slovenijo spet privabimo večja podjetja, korporacije, ki trenutno so začele odhajati iz Slovenije, iščejo sedeže svojih korporacij oziroma sedeže drugje na Balkanu ali pa na Poljskem ali pa kje drugje, v teh državah, ki jim nudijo boljše pogoje, in to je škoda za nas. Tako da s tem bi verjetno privabili neke tuje investicije lažje, tudi tukaj bi se jim potem splačalo zaposliti ljudi, kar bi spet dodatno lahko imelo pozitivni učinek na davčno blagajno. Kar pa je recimo temu prav res novost v slovenskem prostoru, pa je predlog, da bi uvedli estonski model, namreč, da se davek na dobiček plača zgolj ob izplačilu dividend. Se pravi, ko bi izplačali davek na dobiček, bi to dejansko potem pobrali oziroma mogli tudi državi plačati. Če pa ga ne bi izplačali, se pravi, če bi prikazali računovodski dobiček, se temu reče, pa ne bi bilo treba davka plačati, ker bi to pomenilo, da ga lahko investiraš v razvoj. S tem bi seveda morali potem omejiti subvencije in olajšave. Ampak, če pogledamo tako, zdaj olajšave po večini, če smo pošteni, uveljavljajo večja podjetja in si lahko potem ta dobiček iz 22 znižajo nekje efektivno na 14%. Po naši lestvici smo tu nekje tudi s temi podjetji, se pravi nekje na 14%. Za manjša podjetja, sem rekel, pa še manj. Pomeni, da bi dali nekaj, če rečem tako figurativno, špeha podjetjem, da lahko investirajo v sam razvoj podjetja, v nova delovna mesta, v kakšno novo opremo in tako. Tako da to bi po našem mnenju bilo lahko na dolgi rok dobro. Potem pa je še ena zelo velika novost za naš prostor v tem programu, in sicer sistem davčnih pavšalistov, ki zajema predvsem mala in srednja podjetja. V bistvu kar mala, dobro, tudi lahko so, ker pri nas, mi imamo to malo popačeno, to sliko podjetij, ker tako moramo videti, če imamo 240.000 podjetij, skoraj 95% je malih podjetij, dejansko tam do 50 zaposlenih. Ostalo so pa potem večja podjetja. Tako da hrbtenico slovenskega gospodarstva pravzaprav predstavljajo mala pa mikropodjetja z nekaj zaposlenimi pa samostojni podjetniki. To je tisto, kar v absolutni številki tudi največ prispeva za blaginjo, in praktično so to posamezniki, ki podpirajo večja podjetja s svojimi storitvami pa z dobavami, in to je tisto, ki je razpršeno poslovanje po celi Sloveniji, in to je to, kar bi morali ohraniti. In zdaj na tem področju spet ne odkrivamo tople vode. Pa tudi to, prosti, ni samo davčna razbremenitev, ampak tudi birokratska. Do tega še nisva prišla, ampak to je pomembna birokratska razbremenitev. Prav konkretno v tem primeru, tukaj, kot pravim, ne odkrivamo tople vode, zgolj dobre prakse, ki so se izkazale v drugih državah, samo malce okrog se je treba ozreti, kakšno analizo narediti, pa videti, kaj Hrvaška dela dobro, kaj Poljska dela dobro. In zakaj te države omenjam? Zato, ker te države so nas še 5 let nazaj gledale precej v hrbet
Sedaj se nam pa za velikimi koraki zapetami. dohitevajo nas in s takim tempom nas bodo v naslednjih 2 letih pa prehitele. Tudi po BDP-ju, ne. O nekaterih stvarih so nas že, v drugih kazalnikih nas pa še bodo, če bomo s takim tempom nadaljevali. No, in te države imajo uveden pavšalni sistem. Mi smo si ga zamislili tukaj res za mala podjetja, gre za določene branže, kot so recimo gostinstvo, turizem, nekateri obrtniška dela, mali obrtniki, mala podjetja. To so vsi tisti, ki imajo na eni strani neke predvidljive poslovne stroške, ponavljajoče se, naprimer ali je to pijača, ali je to nek material, ali so to neke storitve. Na drugi strani imajo pa veliko razpršenost odhodkov, se pravi veliko računov. V tem primeru se uvede pavšal. Mi smo ga predvideli v 2 stopnjah, mali pa veliki. Mali je omejen na 150 tisoč evrov in je res namenjen tistim, ki začenjajo v poslovanje. Veliki je pa do 350 tisoč evrov. To je pa potem za malo večja podjetja, ne. Zdaj spet v skupni masi pa v skupnih absolutnih številkah so to še vedno mala podjetja. In prednost tega je, da imaš določeno stopnjo davka vnaprej. Se pravi, ne smemo tukaj mešati z normiranci, ker normiranci imajo normirano stopnjo, pa potem od tiste stopnje potem določen davek, ampak tukaj pa primer rečem, dajmo si zamisliti en frizerski salon, ki naredi 100 tisoč evrov na leto, treba reči, ne. Od tega bi rekli, pavšala plača 4%, 3%, 2% imamo lestvico narejeno, glede na panogo, še to moramo poudariti, ne, da tukaj se bi ta pavšalna stopnja določila glede na panogo. In sicer na podlagi tega, kakšne marže dosegajo, ker panoge z višjo maržo bi plačale večji davek, z nižjo maržo nižji, ampak dajva reči, ne vem, zdaj na pamet govorim 2%, 3% za frizerje, pomeni 3.000 evrov. In to je to. Nobene administracije, nobenih kakšnih poročil, gleda se prihodke na poslovni račun, iz tistih prihodkov, to je kot dokazilo konec leta, koliko si naredil davka, ne vem, to je lahko plačano v nekih obrokih čez leto, 3-krat, 4-krat in to je to. Nobenih drugih težav. Kaj s tem pridobimo, ne? Pridobimo to, ne, da mi bi radi res legalizirali 100% to poslovanje ali pa se zelo približali temu. Ker vemo iz izkušenj in vemo iz tega, kar vidimo na terenu, da ljudje pač posegajo po nekih sivih conah. Tukaj, ne? In mi bi pa radi naredili tako okolje, da se to ne bi splačalo. Kajti hkrati, ne, če uvajaš nekaj takega, kot je recimo pavšal, moraš pa poskrbeti tudi za kontrolo. Ker tukaj pa ne bi bilo res nobenih več kakšnih odpustkov, ne. Tisti, ki bi tukaj sleparil, goljufal, bi moral za to nositi resne posledice. Govoriš, verjetno v mislih imaš kaj za zaprtje podjetja. Zdaj, o tem nismo govorili tako, ne, da direktno kako in kaj, ampak ja, jaz sem za to, da so tukaj sankcije primerne, pa ja, tudi take, ki si omenila. Jaz imam samo še eno vprašanje, tako da vas spodbujam, da napišete, če vas še karkoli zanima, če mogoče česa nisva omenila, pa bi vas zanimalo v zvezi z rešitvami Nove Slovenije za razumne davke. Mogoče to, ne, zakaj razumni davki, ne? Ker nižji davki, ravno tako kot si malo prej omenil, ne, davke država potrebuje za to, da funkcionira, ne, tako da ne moremo biti brez davkov, niti s prenizkimi, ampak z razumnimi. Se pravi, da vsak prispeva, po domače povedano, po svojih močeh, pri tem pa še vedno lahko dobro živi od dela, ki ga opravlja. Tako. In tudi na drugi strani država se mora s tem davkom obnašati odgovorno. V vsakem primeru, v vsakem trenutku se treba zavedati, da to je davkoplačevalski denar.
ne. Kot sem enkrat že dejal, Margaret Thatcher je rekla, javnega denarja ni, je samo javni denar, samo davkoplačevalski denar. Tisti, ki ga mi prispevamo. Vsi skupaj, ne. In seveda, ne, v Novi Sloveniji, tako kot tudi nekateri drugi, no, zagovarjamo socialno-tržni model gospodarstva. To pomeni, da na eni strani hočemo imeti dinamično, učinkovito okolje, kjer je prepuščena pač pobuda zasebni lastnini, kjer cene usklajuje in ureja trg med ponudbo in povpraševanjem. Na drugi strani pa tudi moramo poskrbeti za neko socialno pravičnost. Tukaj govorimo o skrbi za upokojence, zdravstveni sistem mora delovati mora sistem socialne pomoči za tiste, ki se znajdejo v težavah, ne. Ampak tukaj je treba res z eno odgovornostjo na tem delati in s tem upravljati, s tem denarjem, in mi smo prepričani, da se to da. Zdaj vse rešitve so na nek spodbuden način vzpostavljene, zaupa se davkoplačevalcem, da bodo prispevali svoj del v davčno blagajno. Ampak tukaj zdaj mogoče kdo, ki je poslušal ta najin pogovor, se vpraša, ne, to zveni zelo lepo, ampak kaj je Slovenija, ne, si lahko to privošči, ne, je dovolj bogata za tako spodbudno davčno politiko, lahko še vseeno normalno deluje kljub vsem tem, mogoče za nekoga odpustkom ali ugodnostim. Po našem mnenju ja, kajti če bomo nadaljevali s takim tempom, vsi kazalniki nam to kažejo, ne. Recimo, poglejmo samo lestvico konkurenčnosti podjetij ali pa okolja, ne, države kot take, ki je pač vezana na podjetniško okolje. V zadnjih nekaj letih smo padli iz 38. na 46. mesto. Ne bi verjel, sem šel prav gledati, ampak pred nami so se znašle države, kot so Kazahstan, Peru, Jordanija, Bolgarija. To so države, ki so bile daleč za nami, včasih sedaj so pred nami, po konkurenčnosti okolja, ki ga imamo tukaj. In s nadaljevanjem tega, kar imamo, se vsaj mi bojimo, da bomo zlezli še nižje po lestvici, kar pa na koncu ne bo nič dobrega za slehernega izmed nas. In zato je to, smo mi prepričani, da se da s tako davčno politiko doseči boljše rezultate, kot jih imamo zdaj. Konkurenčnost je pravzaprav to, kako je naše gospodarstvo vabljivo, kako ustvarja dodano vrednost, po domače mogoče, če kdo ne zna predstaviti. Tukaj je veliko faktorjev. Eno je, koliko je prijazno do tistih, ki ustvarjajo dodano vrednost, do tega, koliko je vabljivo za investicije, do tega, kako država postavlja pogoje. In če se pogoji non-stop spreminjajo, če je birokracija velika, če imamo tako obremenitev, kakršno imamo, seveda konkurenčen ne moreš biti. Ker recimo še to, ne, se to tisti, ki spremlja, ve, efektivna davčna obremenitev v Sloveniji je 75%. To niso podatki, ki smo jih izračunali mi, ampak to so podatki, ki so na voljo. Se pravi, da če ponazorimo, od 1000 evrov, ki jih zaslužimo, gre 750 evrov za davke, prispevke in ostalo, 250 ostane pa nam. Imava dve zanimivi vprašanji. In sicer tukaj želi v enem vprašanju bom kar prebrala. Zdi se, da Slovenija za nekatere tujce postaja privlačna predvsem zaradi obsežnih socialnih transferjev, ne toliko zaradi gospodarskih priložnosti. To odpira vprašanja o vzdržnosti socialnega sistema in dostopu do javnih storitev. Za prebivalce Slovenije to lahko pomeni dodatno finančno breme ter večji pritisk na socialna stanovanja, ker se čakalne dobe že daljšajo. Rezultat je občutek neenakosti in negotovost glede dolgoročnih učinkov takšnega trenda. To
se v bistvu kar veliko naših rešitev gre v to smer, da bi k sebi vabili visoko kvalificirane kadre oziroma kadre, ki ustvarjajo dodano vrednost, ne? Drži. To, kar je gledalec ali gledalka vprašala, se popolnoma strinjam, ja, to je težava. Zato je potrebno prevetriti ta sistem. Tudi kako imamo termin zdaj socialna neprofitna najemna stanovanja ali nekaj podobnega, ne. Po našem mnenju niso prava smer za zagotavljanje stanovanj, predvsem za mlade. Mlade moramo razbremeniti, jim dati možnost delati in jim dati možnost, da si sfinancirajo nakup stanovanja. Seveda pa je treba na trgu urediti tudi to, da bo dovolj stanovanj, kar bo potem spet uredilo ceno teh stanovanj, ne. Tako da ja, pri socialnih transferih pa, oziroma pomočeh je pa tako, ne, da trenutna politika, ki je dejansko omogoča nekatere zlorabe, oziroma niti ne zlorabe, ker je tako napisano. Pač vsi tisti, ki pridejo samo, niso krivi, da dobijo socialno pomoč, če je to možno. Ampak na tak način, kakor imamo urejeno, res ne bo vzdržno. In jaz nimam popolnoma nič proti, da uvažamo delovno silo za tista dela, kjer pač mi ne dobimo svojih ljudi. Ampak ne, moramo vedeti, da so zaposljivi, morajo delati in morajo plačevati svoje prispevke tukaj v naše blagajne in pa tudi, pač, če so upravičeni do nekaterih, ne vem, pomoči, v redu, ne, ampak drugače pa nekako jih je treba tudi zmotivirati, da se jim delajo v društvo, da prispevajo v družbi. Ne, se pravi, glavno sporočilo je, ja, migracije vedno so bile, bodo, ampak migracije, ker smo zdaj mi recimo izumili nek, za moje pojme, umeten termin ekonomski migrant, ne, tega jaz ne priznavam. Božičnica, mislim, da smo dali to že čez. Ravno danes je na naš elektronski naslov prišla ena pogodba o odpovedi delovnega razmerja, v kateri je delodajalec zapisal, da jo odpoveduje zaradi ekonomskih razlogov. Kot razlog je bil pa zanimivo naveden prav zimski regres, ki ni bil predviden. To je to pravzaprav, kar je Nova Slovenija opozarjala. Tukaj je sicer vprašanje, kakšno je naše stališče glede božičnice. Mi nismo nikoli rekli ne božičnici, imamo pa pomisleke glede tega, ali je pravilno, da se tega lotevamo kot obveznost, ne? Ne samo, da imamo pomisleke, ampak smo proti temu, da bi bila obvezna. Vsaj jaz tako govorim v svojem imenu. Glejte, gre za to, ne, da božičnica ja, kot nagrada. Ampak da prvič, da ti predpišeš neko vrednost. Božičnice nima nekega smisla. In moram reči, da zelo podobno, če ne enako, razmišljajo vsa gospodarska združenja, ki smo jih obiskali. Zdaj, za same ljudi, ne, za same tiste, ki dobivajo božičnico v tem primeru, je seveda super, ne, saj kdo bi bil proti, da bo nekaj dobil. Ampak zdaj za podjetja, ki imajo mogoče nekaj ljudi, par ljudi, si bodo, če nimajo, si bodo pa sposodili nekaj denarja, pa bodo to speljali. Težava je tam, kjer je več zaposlenih, kjer se diha malo na škrge, sploh letos, ko je proizvodna, industrijska, proizvodna faktor je padel, ne, se pravi, imamo manjšo proizvodno nasploh. In tam tista podjetja lahko zapadejo v težave dejansko, ko ne bodo mogli tega izplačati. Se pravi, se bodo mogla nekje dodatno zadolžiti, kar bo drugo leto imelo svojo posledico in to bo pomenilo dodatne težave za to podjetje. Tako da to sigurno, ta poteza ni bila dobra, če povem svoje mnenje, kajti težko v tem našem okolju nekaj predpišeš kot obvezno 2 meseca pred iztekom leta. Pa tudi ne vzpostaviš pogojev za to, da bi ta obveznost lahko bila brez težav izpeljana, ne? Tako. Zdaj kaj bodo, tako, ko malo slišim, kaj podjetja, kaj bodo naredila, ne? Tisti, ki imajo pri plači neke stimulacije, se pravi neke dodatke na poslovno uspešnost vsak mesec,
so že začeli tiste dodatke manjšati, zato da bo to potem se prelilo v božičnico konec leta. Ne. Se pravi, na koncu ne bo zaposleni imel nič več, ne, bo imel enako. Zdaj ne predstavljam pa si tistih, ki res ne bodo mogli tega izplačati, kako bodo ščarali vse skupaj, ne, in koliko težav bo zaradi tega drugo leto nastalo. To si tudi ne upam pomisliti, ampak če zaključim, jaz sem za to, da se reče ja, božičnica ja, naj se jo celo razbremeni prispevkov in davkov do povprečne plače ali pa do dvakratnika povprečne plače zaradi mene, ne. Ampak naj bo to kot nagrada, če podjetje to zmore. Če pa podjetje tega ne zmore, pa potem se pa ne da. Tudi nekako naš pristop oziroma naša logika je ta, da jaz sem za primerjavo uporabila oziroma za analogijo hrano, ne. Ne moreš živeti od tort, ne, ker se to potem s časoma pozna na zdravju, na zobeh, mogoče še kje drugje na telesu, ne, če ni urejena osnovna prehrana, ne. Torej, poskrbimo za to, da bodo plače višje, jih torej davčno razbremenimo, to, kar zajemajo rešitve Nove Slovenije, in potem, če nam gre dobro na tej osnovi, potem razmišljamo o raznih bombončkih. Tako. Pa še nekaj bi tudi dodal, zdaj sem spomnila, ne, da včasih slišimo tako v javnosti, delavci, zaposleni si zaslužijo to, ne, in morajo dobiti, ker si zaslužijo, oni so veliko bogatstvo in to. Pa to se vsak podjetnik, ki malce na širše razmišlja, se tega zaveda. Zato, ker delavci, zaposleni so tisti, ki omogočajo podjetju razvoj. In jaz ne poznam nobenega, ki bi namerno zavlačeval ali pa namerno ne dal božičnice, sebi ne vem kaj privoščil, delavcem pa ne dal božičnice, tega jaz osebno ne poznam. Ne, ampak zmeri se pa v teh diskursih, sploh po spletnih, po socialnih omrežjih se pa širijo take novice, si privoščijo jahte in ne vem kakšne druge ugodnosti, delavcu pa ne privoščijo božičnice, ne. Ampak teh primerov jaz v praksi ne poznam. Mislim, da sva bila zelo izčrpna, ker vprašanj ni več. Tudi smo že 1 uro skupaj, tako da jaz predlagam, da tukaj narediva piko. Vse, ki so danes z nami oziroma bodo slišali ta pogovor, seveda lepo vabimo, da čez teden dni pogledajo naše rešitve, ko bodo dokončno izoblikovane. Še nekaj srečanj je pred vami, torej še nekaj možnosti za izpopolnitve tega programa, ne. Za povratne informacije. Tako. Tako da uspešno delo, bom rekla, pa srečno na volitvah. Hvala lepa. Hvala. Hvala tudi vsem vam, da ste naju spremljali. Želimo vam lep večer in se vidimo prihodnji mesec.